sem bom dan slučajno drla, je to zaradi tega, ker nič ne slišim, zaradi tega, ker sem toliko prehlajena. Q&A je konc, obviously, ker snemam video. Za vaše vprašanje je potekel, ker je na vrst video, da jaz odgovorim. Stvar je v to, da je bilo vprašanje tako 300-350, s čimer hočem reči hvala, tako vi ste amazing, ampak definitivno nam mogla čisto popolnoma vsakega vključiti v video. Gremo, ker tega je veliko. Oh my god, če neki full exciting pluvam. To je bilo full hiter, ampak jaz sem dobila poropisom. Dejansko, hashtag Alenka is the best. Tako, hashtag, to je po moja ista punca, ali fant po moja punca, ki ima moj fanpage in je to cute, ko vsakič spod hashtaga Alenka is the best. Obesek je kuža. Pa še pismo. Obožujem tvoj YouTube kanal, si najboljša youtuberka ever. Naredila sem tudi profil Alenka Trogrovič fanpage 435 in to je to. Bi lahko naredila video o JonBenet Ramsey. Trenutno imam obesek za ključe, ki je iz papirja, handmade in gor piše ključi. Voila, pa taka tačka je tudi zraven. Kako cute, hvala. Igara Juršič prav, super video, jaz imam par vprašanj. Prvič, si kdaj misliš, bi probala, če res obstaja? Verjetno Bloody Mary, če bi probala. Ja, zanj sem 3krat v kamero rekla Bloody Mary. Sem 3krat rekla v kamero, mi je kamera nehala snemati in to sem tudi povedala noter in ne bi več probala. To je to. Drugič, te zanima, če kaj od tega res obstaja. Sklepam, da to leti na vse te moje mystery videe. Me zanima, če kaj od tega obstaja, oziroma po drugi strani marsikaj vem, da obstaja. Naprimer, Bermudski trikotnik, ne vemo sicer, kaj se točno dogaja tam, ampak vemo pa, da vsi tam zginjajo, tako da obstaja. Tretje vprašanje, bi si želela iti pogledati recimo Bohinjski trikotnik, da vidiš, če ni samo legenda. To je tako, prvo kot prvo, kdorkoli od nas gre v Bohinj, je v Bohinjskem trikotniku, zaradi tega, ker najbrž greste tja od konc jezera in to je pač to je del trikotnika, tako da v vsakem primeru večina nas je verjetno že bila tam, torej ni lih velika verjetnost, da boš, ne vem, umrl tam ali se zgubil, ampak je pa nadpovprečno število izginotij in smrti, zaradi tega je pa ta stvar zanimiva. In tvoj kanal je še tako naprej, hvala, komp mi dol padl. Nate Drager SLO. Kako si počutiš, ko snemaš strašljive videe? To ste me res skoraj vsi vprašali, kako se počutim. Pri vseh drugih, poprvič povedan, mi je bilo čisto navaden, čisto vseeno. Imam pa se pravim, mogoče me kdaj po videu rahlo mečkam bolj strah ali pa rataš mečkam bolj tak previden, negotov, ampak šele po videu Bloody Mary, ker sem res stokrat njeni mi rekla, pa že tako sem rahlo vraževerna in da me je pa rada leživno strah, ampak med snemanjem, ker sem res njeni mi rekla 3krat in je bilo že res tako, res ono, ki si prepričan, da je nekdo za tabo in pa nisem upala pogledati v ekranče gori. In drugo vprašanje, katera legenda ti je bila najbolj strašljiva? Bloody Mary, zaradi tega, ker me je dejansko ratel strah zraven. Da, res grozljiva je so pa pač taborišče, ker to so pa grozote in... Vam bojo vprašanje tukaj na ekranu izpisovala, ampak ne bom pa dvakrat odgovarjala enakih. To je Luna fan. Prvič, se ti je že kdaj zgodilo, ko si delala video, ki je strašljiv, ja, da se ti je kaj prikazalo? Ne. Drugič, kaj tvoji domači pravijo na to, da imaš YouTube kanal, a v bistvu se skoraj res nič ne vmešavajo, to nič ne vtikajo, v smislu do your thing in pač, ja, ne bomo vmešavali v to, dokler nam nekam res v javnost mogoče prišla pa potreba, da jim bolj potanko razložim, koliko dejansko je s YouTubeom. Next. Naja Jeram, upam, da sem prav prebrala in ful lepa pohvala in hvala ti. Moja vprašanja. Prvič, a si že imela kakšne izkušnje s paranormalnim in če ja, kakšne? Ker se mene tiče pa paranormalnih izkušenj, nekaj jih imam, ampak ne pretirano. To zdaj, da o tem to govorim, ni povezavi s tem, da bi se meni toliko veliko tega dogajalo. Predvsem, ker se mene tiče, so moje spalne paralize in out-of-body experience, ampak glede tega lahko čist ekstra video posnamem, pa mogoče se še kdo v vas v tem najdu. Zdaj, 2 eventa v mojem življenju sta bila, tako da se res spomnim. Enkrat sem gledala Krog, The Ring, dvojko in v tem delu Jeleni in Srnaki in Srne napadajo en avto in potem sem šla jaz nič hudega sleteča laufati v naš gozd za hišo in sem lepo laufala in kar naenkrat mi je
jelen iz nekjer, pretekel na sred ceste, se ustavil in me gledal. In to je bilo res grozen. Po tej grozljivki, ki je ena redkih, da me je bilo dejansko strah. Stvar pa je, že leta in leta nazaj, ko sva s fantom ležala v posli, je on ves prestrašen mi rekel, da ga je neki pogladil po nogi in to v moji sobi. In od takrat naprej jaz res mesece in po moje več let nisem normalno mogla spati, ker mi je bilo toliko strah, da v mene neki počohali po nogi. In ja. Verjameš v posmrtno življenje, kako si ga predstavljaš? Jaz verjamem v eno energijo, ki se pretaka in da smo mi del tega kot del narave in da pa je mogoče rataš roža, se pravi, da gre za nek pretok stvari, ne toliko v smislu nebesa, pekov ali pa da reinkarnacija, v te stvari načeloma ne verjamem. Tretjič, katera legenda o duhovih ti je najbolj všeč, sklepam? Legende o duhovih mi niso všeč, ker so creepy, so pa definitivno zanimive. Klavža. Ali verjameš v Bloody Mary? Ne. Ali si že kdaj videla Bloody Mary? Hello! In tudi upam, da nam. Kdaj bo kak live na Instagramu? Tle lahko izkoristim, da to odgovorim, ker bi bilo fajn, da je, a ne? Ampak problem je, da imam še vedno ta star telefon in dokler nam imela boljšega telefona, sem zelo omejena glede marsičesa. Gremo naprej. Iris Gradišnik, kako si upaš snemati te videe? Pijem en dober koktel, pa gre. Hecam se, pač nime sploh strah načeloma. Drugič, ali se ti je že kdaj kaj prikazalo? Jaz mislim, da sem toliko na nek način realističen človek, da tudi če bi si mi zdajle nekaj pokazali, bi jaz najdla neko drugo razlago za to, naprimer, da sem bolna, pa se mi blede, ali pa neki, pač imam občutek, da ne bi šla kuj sosedu tukaj razlaga, da duha sem videla, pa ziher ni bil previd, po moje, da ne. Ali se ti je zgodilo kaj čudnega, nenavadnega v otroštvu? Ne vem, a sem halucinirala, se je to res zgodilo, ampak da so iz ene kobilce lovke zrasle, poleg tega niti ne. Ide čuš, zanima me, kdaj snemaš po dnevu ali po noč in če te je fej strah, pa omenjam te, evo. V bistvu nimam veliko luksuza razmišljati, kdaj bom snemala, tako da snemam takrat, ko imam čas. To je pa zdajle trenutno, naprimer, ob ene 5 popoldne, 5, 6. To nima toliko vpliva, ker ta ring light je toliko močna svetloba, da se že ne more biti strah. Ok, Tija Trstenjak. Najprej ful ti hvala za tole res lepo pohvalo. Pa zakaj sem se odločila, da bom začela snemati takšne videe? Tega bom zdaj za vse odgovorila, ker teh vprašanj je 5000. Ok, dobro vprašanje. Glede tega, iskreno. Jaz prej nisem imela rdeče niti snemanja in zdaj hvala Bogu imam in te videe so mi top. Ampak zgodili sta dve stvari se zgodile. Ena je bila, da sem slučajno dobila to briljantno idejo posnet, ki je v Sloveniji straši, ker nasploh očitno mene to zanima, ampak prej nikdar nisem pomislila, da bi lahko nasploh snemala samo v teh stvarih. Sem mislila, ok, to je lahko en video. In ta video je res uspel, pač zdaj ima, ne vem, prek 30 000 ogledov, kar je zame tako wow. In pa naslednji dan sem prva Nesiko, še pejte še njo počekirati, ker ima zdaj ful dobre, dokaj podobne videe, ugrabitve in izginotja itd. Prej sem videla ta video John Benet Ramsey in potem sem ratela odvisna od tega primera tako za en teden in sem ga sama pri sebi raziskovala v nedogled in mi dokaj klenknil, da ne vem, zakaj ne snemamo več o temu. Pa sem začela zmešana gledati Belo Fiori, res noro dobri videi. Zdaj pa gledam še tega modela, ki vsakič pozabim neki Santaro, v glavnem res amazing. Tako se je vse skupaj začelo. A si kaj videla, pa jak si posnela ta video, Bloody Mary? Ne. Koliko si bila presenečena, ko sem komentar pod Titanic napisala, da sta bila na njem moja prababica, prapradedek? To je bilo amazing, oziroma nasploh kadarkoli mi napišete vsakič nekaj, da ste nekaj povezani s tem video, jaz sem tako, what? Imaš kakšno nočno moro po videih? Trenutno imam nočne more, čisto o drugih stvarih, tako da te videi so kar kul. Aljaž Božnaru, en fant, nisem odgovorila, o čem ti je najbolje govoriti v teh videih? Rada imam teme, ki niso izključno samo strašne, ker to se mi zdi mečkan ne tako zelo smiselno, kakor kakšne teme, kakor je Titanic ali pa dejansko še, ne vem, izginotje, zaradi tega, ker so določene informacije, včasih lahko kakšno informacijo, ki pomagaš komu, izboljšaš znanje o zgodovini, o kulturi, o čemarkoli. Duh F sprašuje, katera je tvoja najljubša grozljivka? Grozljivke smatram bolj kot nek izziv, se pravi, a jo upam sploh gledati ali ne, ker grozljivko duhovih me je ful strah, naprimer Samara pa Ring pa to takrat res nisem mesece mogla dobro spati. Zdaj pa, da mi je res dobra grozljivka, ena izmed njih je naprimer The Others,
Ta ima res na koncu tak flip, tak obrat, da te narad vrže. A si že kdaj klicala duhove? Nisem, ne hvala in tudi ne bom, tako da tega mi sploh ne priporočati, ker sem malo usekana, sem toliko pa nisem usekana. A verjameš v duhove? Ne, niti ne. Mislim, nisem še imela nobenega kontakta, moram potrkati. In hočem te ideje, da pomislim, da se kdaj tuširam, pa da me nekdo gleda ali pa kaj podobnega. Upam, da če že so duše in duhovi, da grejo kam drugam v nek paralelen svet in da se ne vidimo. Najhujša nočna mora v mojem življenju. Včasih par starih starših v Kranju sem tam prespala, sta imela v eni od spalnic tako čarovnico, ki je visela na omari. Pri nas naj bi čarovnice po izročilu odganjale hudiča in pa prinašale srečo. Se pravi, sproti od tega, kar misliš. Ampak mene je bilo itak takrat tega ful strah, bila je taka creepy, nametli. In sem jaz ful noči sanjala, da me je neka ful močna sila vleče k tej čarovnici. In sem sanjala, da nisem mogla zbežati preč od nje in me je nek vakuum vlekel k njej in je bilo res. Ok, še mini manija mi je rekla, če lahko omenjam v videu, s tem, da sprašuje, koliko sem stara. To ne paše zraven, ampak stara sem 25, tako da ne bo. A bo zdaj snemala samo še v paranormalnih stvarih. Ok, ne moram reči 100% da ne, ali pa da ja, ali pa karkoli, ampak mislim, da bojo še normalni videi ziher, ker jaz sem umetnik po duši, ne moram se kar omejiti, pa ukalupati v eno stvar, pa v eno smer gledati, pač ne moram. Ziher bo kaj še v Harry Potterju, ker ga res obožujem iz srca. Kakšni random Q&A, kakšni challenge, verjeten, ampak načeloma se zdaj res najdem v teh temah in res uživam in upam, da to spoštujete, tako kot jaz spoštujem vaše želje večinoma. Ko posnameš video o John Benet Ramsey, 5:30 Slendermanu in Emily Rose in Itu. Vse je zelo zanimiv. Tako me sprašujete, če bo to pa to pa to, vse verjeten enkrat bo, ampak ne vem, ali bo to čez 2 let, ali bo to jutr, ali bo čez 3 tedne. Skylar Styles sprašuje, a si dobila navdih za te videe od Shayna Dawsona? Shane Dawson. Njega sem dobesedno začela gledati med čist prvimi youtuberji ever, ampak nikdar do zdaj nisem dojela, da ima on dejansko te mystery videe oziroma teorije zarote. Kateri od teh tvojih videov ti je najljubši in katerega se najbolj bojiš? Ne bojim se lastnih videov, če ne jih verjete ne bi posnela. Bloody Mary sem se dejansko strašila, priznam. Najljubši, meni je v bistvu ful všeč moj video o Titaniku, čeprav mi ga je Paramount Pictures skozi prve zabil in mi ne vem kaj, neki so me tožili. Tako da ima zaradi tega malo manj ogledov, se mi zdi. Pio Grandom še noter, ker prav ne jo omenam. S čim te je navdušil YouTube? S čim me je navdušil YouTube? Dušo me s tem, da vidim, da lahko sem, ker sem, govorim tetraprije, ki mi po glav hodijo, govorim o stvarih, ki so meni ekstremno zanimive in vi me poslušate in vi me spremljate in vam je to ful všeč. In ta feedback mene zdaj res hrani na dober način, tako res sem srečna glede YouTuba. Ada 12. Kje boš pogledala te posnetke? Nam lahko zaupaš neke scary posnetke, veš o tej temi, pa tudi od kakšnih, ki si jih prej posnela. Tega še ni bilo, kje najdem vse podatke? Res ni toliko zakompliciran. Grem na strica Google, tipkam, googlam, iščem veliko stvari v angleščini. Definitivno je večina stvari v angleščini, ampak je vredno to prebrati. Malo si pomaga z Google Translatorjem, slikam z vsem možnimi stvarmi, bereš pa poj vse od nezanesljivih do bolj zanesljivih člankov in probaš to skupaj v eno celoto, ker če enkrat govoriš o legendah, v ustnem izročilu in nečem, ki žitek nima totalne strokovne, zgodovinske in ne vem kakšne podlage, si lahko prvoščeš brati tudi forume in mnenja drugih ljudi, ne izključno samo, ne vem, niti treba iti v knjižnico po zgodovinsko knjigo. Zdaj se težko pripraviš do snemala, pa če te je ful strah, tako res ne, ni me nič strah. Če bi slišala, da v eni hiši blizu tebe straši, bi odšla pogledat. Prvo kot prvo ne bi verjela, da dejansko straši, zato bi bilo pa firčno, da grem pogledat, da vidim, kaj se dejansko dogaja. Tako da bi šla, ja, definitivno bi šla. Ozbolj TV, good luck in life. Verjetno jo bom rabila. Hvala. Inako še, kaj je najbolj čudna stvar, ki se ti je zgodila v tem letu? To, da so mi toliko naročniki zrastali mogoče? Number 7. Kaj je bilo najbolj grozno, kar se ti je zgodilo v življenju? Si že kdaj mislila, da te bodo ograbili? Nisem mislila, da me bojo ograbili, nikdar še ni šlo v to smer. Sem pa enkrat prišla do točke, kjer sem mogla enega brezdomca stepst. Zaradi tega, ker je šel za mano po Tivoliju, ker sem bila še čisto izgubljena takrat v Ljubljani in sem šla tam iz ene žurke in je model prišel za mano in mi je težil, da ne mu dam lupčke in pa sem ga stepla s torbico pa zbrcala.
Tale video zna biti res dolg. Wow, baterijo mi vzmagal, to zdaj je šlo pa na krap. V glavnem, hvala, ki ste gledali, jaz sem Alenka, pridni bote, se vidimo naslednjič. Če vam všeč, kakšne videe zdaj delam, se naročite na kanal, polajkajte in komentirajte, o čem bi radi slišali. Pa se bomo pa poselili na moj Instagram, kjer bomo glasovali, kater bo dejansko naslednji video. To za dan, se vidimo naslednjič, pridne bojte, aj čau!